Svit, Jakob in Tisa se pripravljajo na skok z različnih višin, kot je prikazano na sliki. Čeprav se še ne gibljajo, se med seboj v nečem razlikujejo. V čem? A v kinetični energiji, B v potencialni energiji, C po gibalni količini ali D v sili vztrajnosti. Poglejte sliko in razmislite. In dobili smo dvakrat odgovor B. Oboji menijo, da je razlika v potencialni energiji. Rumeni, kako ste vi? Kar hitro ste pritisnili? Odvisno od višine. Aha, več, ko imaš višine, več imaš potencialne energije? Ja, potencial kakšen pač. Dobro. Ok, prav. Ja, pa preverimo, ali imate prav. Ali poznaš tisti občutek, ko stojiš na vrhu pomola in se svet za trenutek ustavi? Takrat ima tvoje telo shranjeno prav posebno energijo, ki čaka, da se spremeni v gibanje in uspešen skok v morje. Pogrešam morje. Dej no, Svit, zbudi se, moraš nam povedati, kako se reče takšni energiji. Ja. Takšna energija se imenuje potencialna energija. To je energija, ki jo ima telo zaradi svoje lege na tlemi. Izračuna se po enačbi masa krat gravitacijski pospešek krat višina. To pomeni, da ima višje in težje ležeče telo več potencialne energije. Če bi imeli vsi približno isto težo, bi imel največ potencialne energije tisti, ki stoji na najvišji točki. Njegova energija se bo med padanjem pretvarjala v kinetično energijo. Zato bo ob pristanku imel najvišjo hitrost. Vsakič, ko nekam splezaš, s tem pridobiš nekaj potencialne energije. Višje kot splezamo, več potencialne energije pridobimo. Zato je plezanje in skakanje tako zabavno. Pravilen je odgovor B! Skoraj tako dober kot morje.